Pozdravljeni, dragi študenti! Dobrodošli v drugem videu o španski izgovorjavi. Z mano, Ani. Razpravljali bomo o soglasnikih ali las consonantes. Pa poglejmo. V španski abecedi imamo 22 soglasnikov, ki se jim v kombinaciji z drugimi samoglasniki ali soglasniki običajno spremeni zvok. Imeli bomo 11 pravil, saj imamo več soglasnikov. Sprva vem, da si je težko vse zapomniti, a z vajo boste videli, da ni tako težko. Zmorete to. Pa začnimo. Prvo pravilo s soglasniki. Črka se ima v izgovorjavi. Prva izgovorjava je se plus a, se plus o, se plus u, ima zvok k. Na primer, casa, coche, Kuba. Druga izgovorjava je se plus e, se plus i. Ima zvok s. Na primer, cena, ciudad. Drugo pravilo. Črka k in q imata zvok k. Na primer, kebab, queso. Kilometro, química. Tretje pravilo. Kombinacija v c-jev ali dvojni c ima zvok kot k plus s. Na primer, lección, acción. Četrto pravilo. Črka če ima zvok kot č, ampak s širokim e. Na primer, čau, chef, chocolate. Peto pravilo. Črka he ima v izgovorjavi. Prva izgovorjava je he plus a, he plus o, he plus u, ima zvok g. Na primer, gato, golf, Guatemala. Druga izgovorjava je he plus e, he plus i. Ima zvok h. Na primer, gente, girasol. Šesto pravilo. Črka ače je nema. Na primer, hola, hielo, helado. Sedmo pravilo. Črka hota ima zvok h. Na primer, jamón, jefe, jirafa. Osmo pravilo. Črka eže ali vojni l ima različno izgovorjavo v različnih državah. V katerih državah se ta izgovorjava razlikuje? Ta črka ima 3 različne foneme. Kot primer
bomo uporabili besedo paella. Prvi fonem. Paella. Paella. Ta eje je kot i. Ta izgovorjava se uporablja v Srednji Ameriki. Paella. Drugi fonem. Paella. Paella. Ta eje je kot š z malo vibracij. Ta izgovorjava se uporablja v Argentini in Urugvaju. Paella. Tretji fonem. Paella. Paella. Ta eje je zelo podoben besedi jeans. V španščini je bolj mehak z vibracijami. Ta izgovorjava se uporablja v drugih državah Južne Amerike. Pozor! Atención! Ni se treba naučiti vseh treh. Dovolj je, da se naučite samo enega. Zdaj bom uporabila iste tri foneme z drugimi primeri. Pa poglejmo. Lluvia. 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 Calle. 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 Ampak tudi črka J se izgovarja kot eje ali dvojni L. Ima iste tri foneme. Pa poglejmo. Na začetku besede ali na začetku zloga. Na primer. Yoga. Yugoslavia. Desayuno. Ayer. Yoga. Yugoslavia. Desayuno. Ayer. Yoga. Yugoslavia. Desayuno. Ayer. Zveni pa tudi soglasnik i. Če je črka J na koncu besede ali sama. Poglejmo. Na primer, hoy. Rey. Eslovenia i Venezuela. Deveto pravilo. Črka N ima zvok kot N plus J. Na primer, España. Piña. Señor. Deseto pravilo. Črka R ima tri izgovorjave. Prva izgovorjava je mehak R ali R suave. Med dvema samoglasnikoma. Na koncu zloga. In zadnjem zlogu besede. Na primer, euro. Cantar. Cartera. Druga izgovorjava je močan R ali R fuerte. Na začetku besede ali ko se je soglasnik N, L ali S pred črko R. Na primer, Rosa. Enrique.
Izrael. Третя изговорява е добле R али двојни Р. Има звук код мочан Р али R fuerte. Например, perro, arroz, macarrones. In zadnje pravilo, črka X ali X ima v izgovorjavi. Prva izgovorjava je zvuk S, ko je na začetku besede. Naprimer, xilófono, xenofobija. Druga izgovorjava je zvuk K plus S, ko je na sredini ali na koncu besede. Naprimer, excelente, sexo, Felix, unisex. In tako smo končali s pravili izgovorjave v španščini. Najlepša hvala, da ste spremljali to učno lekcijo. Če vam je bil video všeč, ga lajkate in se naročite za še več španščine. Nos vemos! Se vidimo!